Skrbimo za domači kraj. Domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih. Kaj je letalska fotografija? Letalska fotografija je fotografija zemeljskega površja. Posneta je iz letala. Letalske fotografije uporabljajo kartografi, ko izdelujejo zemljevid nekega kraja ali načrt. Pred vami je letalska fotografija Kamnika, zemljevid Kamnika in načrt Kamnika. Iz letalske fotografije lahko razberemo različne stvari. Barve, zelena, rdeča, bela, siva, oblike zgradb, ali so pravokotne, kvadratne, velikost, velike, majhne. Na letalskih fotografijah se vidijo tudi sence zgradb, kje ležijo zgradbe in pa zgradbo samega naselja. Oglejte si fotografijo, letalsko fotografijo Škofje Loke. Kaj pa lahko razberemo z letalske fotografije? Kadar opazujemo celotno fotografijo, lahko iz nje razberemo lego naselja. Stari del Škofje Loke leži pod gradom, med dvema rekama, ki se v desnem delu slike združita v eno reko. Razberemo lahko tudi zgradbo naselja. Ulice so ozke, hiše so tesno druga zraven druge. Čez stari del mesta se vlečeta dve glavni ulici. Leva ulica je razširjena v večji trg. Kadar pa opazujemo posamezne dele fotografij, smo pozorni. Na primer na barve, trava je zelena, zorana njiva je rjava, neasfaltirane poti so skoraj bele. Strehe hiš so različnih barv. Lahko opazujemo tudi oblike, ko imajo nekatere zgradbe značilno obliko, pravokotno, kvadratno. Tudi njive, ceste, reke, športna igrišča prepoznamo po oblikah. Opazujemo lahko tudi velikost in sence. Hiše so majhne, tovarne so velike. Tudi grad je velik. Glavne ceste so široke, stranske pa ozke. Drevesa so večja od grmov. Pred vami je letalska fotografija mesta Kranja, torej našega domačega kraja. Ali je na tej fotografiji tudi tvoj dom, tega ne vem. Našla pa sem na vzhodu mesta svoj dom, obkrožen je z rdečo barvo. Pungart je v starem delu Kranja, leži na jugu. Naselje Huje pa leži na severovzhodu Kranja. Načrti in zemljevidi ne prikazujejo toliko podrobnosti kot letalske fotografije. Kartografi, ki izdelujejo načrte in zemljevide, se sami odločijo, kaj bodo nanje narisali, česa pa ne bodo. Na načrtih naselij so navadno prikazani površje, vode, hiše in druge zgradbe ter ulice in ceste. Z barvami ali pa drugimi znaki je prikazano, čemu so zgradbe namenjene.
Na načrtih so številni napisi. Ti označujejo imena cest, ulic, delov naselja, večjih zgradb, voda in kaj drugega. Oglejte si načrt domačega kraja. Pred vami je načrt dela Kranja. Na zahodu vidite Savski otok, na vzhodu pa naselje Klanec. Srednja trgovska šola stoji na jugovzhodu, obkrožena je z rdečo. Na načrtu domačega kraja prepoznamo lahko različne oblike zgradb, velikost zgradb, vode, se pravi reko Savo in Kokro, javne zgradbe, kot so pošta, tele rdeče hišice predstavljajo šole, širše ceste, ki so označene bolj široko, in pa tudi ožje ceste, narisane so z belo barvo, ter zelene površine. Na zemljevidu mesta Kranj vidimo, da skozi mesto tečeta reki Kokra in Sava. Označeni sta z modro barvo. Zelena barva na zemljevidu pomeni zeleno površino. Z vijolično barvo obkrožen del prikazuje, kje leži šola Primskovo.